Lepo pozdravljeni. Danes se bomo potopili v en res zanimiv portret. Govorimo o sodobnem renesančnem alkimistu. Sliši se kar, malce mistično, ne? Skoraj kot znanstvena fantastika, ja. Nekdo kot Leonardo da Vinci, ampak danes. Oborožen s tehnologijo, poln ustvarjalnosti in z neko globoko strastjo do videoiger. In ni samo opazovalec, ampak nekdo, ki res aktivno soustvarja te digitalne svetove. Res je, imamo tukaj esej, ki oriše ta arhetip, osebo, ki živi in diša tehnologijo. Ja. Katere roke ne vodijo samo miški in tipkovnice, ampak igralne palice. Kot da so portali v druge resničnosti. Dobra primerjava. In njegovo svetišče, eleganten Macintosh računalnik. No, najna naloga danes bo, da malo razplastiva ta profil. Kdo je ta figura, kaj jo žene in morda najpomembnejše, kakšno prihodnost si predstavlja. Točno to. Dajva razpakirati to idejo. Osredotočili se bova na ključne elemente, ki jih gradivo izpostavlja. Torej, to navdušenje nad tehnologijo, še posebej nad Macisi in konzolami. Aha. Potem ta ustvarjalna sila. In vizija prihodnosti. Navdih pa jemlje tako iz renesance, kot recimo od sodobnih mislevcev, kot je Jason Silva. Zanimivo bo. Gradivo takoj potegne to vzporednico z renesančnimi Firencami. Tistim obdobjem, ko so se umetnost, znanost, tehnologija vse prepletale. Ja, zlata doba inovacij v bistvu. In ta sodobni ustvarjalec naj bi bil nekakšna živa tapisarija teh elementov. Ampak orodja so drugačna. Namesto oljnih barv uporablja kodo, Swift, mogoče Unity. Točno. Renesansa, ampak v sobi, ki jo osvetljujejo RGB luči gaming postaje. Dobra slika. In ta preobrazba delavnice je pomembna. Ni več ateljeja, ampak tehnološko vozlišče. Ne, sploh ne. Ampak ima nek pridih otroške radovednosti, čudenja. Vsak nov čip, vsaka posodobitev Mac OS-a je kot odkritje novega sveta. Postavlja si vprašanje, kaj če ne. Točno. Kaj, če bi AI čutil? Kaj, če bi konzole postale most med sanjami in resničnostjo? In tu omenjajo Jasona Silvo. Ja, tisti njegovi energetični videi. Ja, ta ekstaza idej, to čudenje nad potencialom. In zdi se, da tehnologija za to osebo res ni samo orodje, je del nje. Podaljšek bitja skoraj. Vsekakor. Esej omenja iMac G3. O ja, tisti barvasti. Kot simbol začetka te simbioze. Macintosh računalniki so pa predstavljeni skoraj kot mentori v ustvarjalnosti. Njihov dizajn kot navdih za preprostost in lepoto. Tako je. Mac postane platno prihodnosti. Na MacBook Proju se rišejo skice aplikacij, ki združujejo umetnost in igro. V Keynote pa ne dela samo predstavitev, ampak vizualno poezijo nekako. Točno. Z animacijami, barvami in Final Cut Pro za video manifeste. Kratki filmi o tem, kako tehnologija osvobaja dušo. Spet malo v stilu Silve, teh shots of awe. In potem pridemo do... Srca navdušenja, igralnih konzol. Aha. Od Atarija do današnjih PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch. Cel spekter. Ampak niso videne samo kot igrače. So laboratoriji za raziskovanje. To je ključno. Recimo, omenjajo The Legends of Zelda, Breath of the Wild. Ja, ta igra je neverjetna. Lekcija o svobodi in posledicah v ogromnem svetu. Ali pa Cyberpunk 2077, kljub težavam ob izidu. Ja, tisto je bilo problematično. Je predstavljen kot nekakšno preročišče o prihodnosti kibernetike, o združevanju človeka s tehnologijo. Zanimiv pogled. In Switch, kot most med realnostjo in fantazijo, ker je prenosen. Prav to, ta hibridnost. Torej, ta gamer ni klasičen igralec, je bolj raziskovalec. Ja, išče nekaj več v igrah. In izkušnja igranja je lekcija. Omenjajo Elden Ring. Težka igra. Zelo. Ampak vsak poraz, vsak boss fight je metafora za življenjske izzive. Vztrajnost, učenje iz napak. Torej, igre kot učilnice? Na nek način, ja, pa tudi kot testiranje mej tehnologije. Omenja se 8K na Xboxu. In pa empatija. Multiplayer povezuje ljudi.
Ja, to je res pomemben vidik. Nintendo pa posebej izstopa, opisan kot čarovnik nostalgije in inovacije. Lepo rečeno, združuje staro in novo. Tako nekako. Torej, konzole niso samo za zabavo, so orodja za učenje, raziskovanje, povezovanje. In vse ta navdih se potem prelije v ustvarjanje. Ključna beseda je domiselni ustvarjalec. Ne gre za kopiranje, ampak za reinvencijo. Opisane so res drzne ideje. Recimo VR igra, ki združuje Macovo grafiko in Xboxovo moč. Sliši se kompleksno, ampak zanimivo. Ali pa modeliranje svetov v Blenderju na Mac Studio, kjer NPC, torej liki v igri, razvirajo lastno dušo z AI. To je pa že skoraj filozofsko vprašanje. Kaj je zavest? Točno. Kaj pa ideja igre kot terapije? Virtualna renesančna delavnica za osebno rast. Ta ustvarjalna sila res preskakuje meje. Konkreten primer je omenjen. Virtualna renesančna Firence v Unreal Engineu. Z AI Leonardom, ki uči risanja prek Vision Pro. Wow. Ja, to briše meje med igro, izobraževanjem, umetnostjo. Čisto nova kategorija. In tudi manjše ideje kažejo to smer. Skice na iPadu. Konzola, ki se prilagaja razpoloženju. Zanimivo. Senzori, ki bi brali čustva, spreminjali barve, težavnost igre. Išče potencial v vsakem bajtu, res? Očitno ja. Preoblikuje tehnologijo v nekaj globšega. Ne samo orodja, ampak partner. In kakšna je potem končna vizija prihodnosti te osebe? Gradivo pravi, da ni distopična. Ne, nasprotno. Polna učudenja, optimizma. Besede kot transcendentnost, povezanost se pojavljajo. Tehnologija kot most, ne zid. Točno. Maci in konzole se ne ločujejo, ampak združujejo v ekosistem. Mac kot možgani, konzola kot srce. In AI kot duh, ki vse skupaj povezuje. Cilj pa demokratizacija ustvarjalnosti. Da bi lahko vsak ustvarjal? Tudi brez kodiranja, z gesto, idejo. Ja, platforme, ki bi to omogočale. In poudarek na inkluzivnosti. To se mi zdi pomembno. Igre za slepe, s haptiko in 3D zvokom. Ali pa prilagodljive konzole za invalide. Upravljanje z očmi kot pri Vision Pro. Tehnologija za vse. In AI ni tiran, ampak služabnik. Pomaga starejšim, uči otroke, povezuje globalno. Metafora o metaverse kot odprtem vrtu idej, ne zaporu. To mi je všeč. Ja, kjer je ta ustvarjalec vrtnar. Seje ideje na GitHubu, jih goji v Xcodu. Kako pa ta oseba živi? Kakšen je njen etos, njeni rituali? Esej opisuje dnevni ritual. Jutro, aktivno spremljanje teh novic. Ne samo branje, ampak razmišljanje, kako to uporabiti. Potem gaming za energijo. Zanimivo. Rocket League kot metafora timskega dela. Ja, hitre reakcije, prilagajanje, popoldan pa osredotočeno ustvarjanje. Adobe Suite na Macu. In večer? Branje in sinteza. Točno, od Sapiens do The Innovators. Širok razpon, gojenje polivalentnosti v svetu specialistov. In harmonija med urejenim ekosistemom Maca in kaosom konzol. Tako nekako. Urejenost in nepredvidljivost kot vir navdiha. Tu pride do izraza alhimist, spreminjanje omejitev v inovacije. Ja, prazna baterija, izziv za optimizacijo ali novo rešitev. Pregrevanje, priložnost za custom hiše. In etični vidik. Tehnologija naj zdravi, ne izkoriščam. Absolutno. Igre o podnebnih spremembah. Api, ki povezujejo umetnike z dobrodelnostjo. Optimizem, ki se zaveda pasti. Odvisnosti cene delitev. Ampak išče rešitve. Ustvarjanje z namenom, igranje z ravnotežjem, sanjanje z odgovornostjo. To so ključne besede. Torej, če povzamem, ta profil je sodobni renesančni ustvarjalec, hibrid tehnološkega navdušenca, umetnika, vizionarja. Res je. Nekdo, ki ga poganja radovednost, sposobnost sinteze in ta strast do gradnje prihodnosti polne čudenja. In zdi se, da prav kombinacija Macove, recimo natančnosti in elegance, ter konzolne dinamike ustvarja to edinstveno silo. In morda iz tega izhaja vprašanje za premislek, ki ga gradivo pušča odprtega. Ja. Kako bi lahko to zlitje,
Te intuitivne, skoraj umetniške ustvarjalnosti in te eksponentno rastoče tehnološke moči preoblikovalo ne samo naš način dela ali zabave. Ampak kaj več? Morda celo naše temeljno razumevanje realnosti, človeške povezanosti, potencijala človeškega duha, Globoko vprašanje. ta sodobna alkemija, o kateri sva govorila. Morda res odpira vrata v še čisto neraziskane pokrajine, ne samo tehnološke, ampak pokrajine zavesti.